No, v vseh teh primerih v zadnjem času, naprimer teh 11, če vzamemo, v vseh teh primerih so bila napisana poročila o uporabi fizične sile oziroma v den dogodku. Svoje poročilo napiše tudi uprava Doba. To zadnje poročilo gre v Ljubljano na generalni urad, mislim da. Tukaj je bilo ugotovljeno, da se je bilo v vsakem primeru, v vseh primerih je bila uporaba fizične sile upravičena, ni bilo prekoračitev pooblastil. To pomeni, da so pazniki ravnali v skladu s svojimi pooblastili. No, naknadno pa naj bi prišlo do nekih pritožb določenih obsojencev. Gre za nekaj, mislim, da 5 ustnih pritožb, nobene pisne. In na osnovi teh je komisija ustanovljena s strani upravnika, direktorja zavoda Dob, pač ukrepala po svoje, vršila neke zaslišanja, recimo temu, ali pa pogovore s pazniki vpletenimi in pa z vpletenimi obsojenci. Zdaj, glede tega, ali se bomo še v bodoče bali ukrepati, glede na te ovadbe, ne bomo, ker pazniki smatramo, da smo, ker sem bil tudi, govorim o prvi osebi, zaradi tega, ker sem tudi sam nekje poleg tega, ali pa vpleten v to, da smo ravnali v skladu s pooblastili in res ne vidim razloga, zakaj bi bodoče ravnali drugače. Kaj me zanima, ti dogodki so bili od leta 2006 pa do, ne vem, teden, 2 nazaj. Kdaj je uprava zapora dobila pritožbe teh obsojencev? In se verjetno težko odgovorite, zakaj so zdaj tako odreagirali, kot so, glede na to, da je pač bilo v vseh teh primerih ugotovljeno, da ni šlo za prekoračitve pooblastila. Zakaj so potem zdaj te ovadbe? Se očitno potem policija tudi kaj dosti drugače in verjetno ne bo ugotovila? Ja, lahko domnevamo, zakaj, ne moram reči. Ja. Pač vsak ima svoje mnenje. Gre v bistvu samo za 5 ustnih pritožb direktno direktorju zavoda v nekih razgovorih, ki jih je on opravil s temi določenimi obsojenci, in direktor se je potem odločil, da odpre v bistvu vse primere uporabe fizične sile na tak ali drugačen način nad obsojenci za 2 leti za nazaj. In potem, če gledamo, glede na drezanje te komisije v obsojence, je prišlo do, recimo, nekih dodatnih ovadb, kako se reči. Zakaj je zdaj uprava tako reagirala, ali pa bolje rečeno direktor, ker po mojih podatkih je več ali manj se direktor odločil, da bo na ta način nastopil in recimo pred javnostjo glede tega, bi mogli pa njega vprašati. Ja, ker obstaja tudi spojavljajo domneve, da naj bi ukrepal tako zaradi tega, ker se pač politično udejstvuje, ampak mogoče to ni stvar. To so vaše domneve, jaz na svoje mnenje. Ne. To so domneve. Mogoče sam konkretno, se je policija že kaj pogovarjala z vpletenimi pazniki? Vpleteni so ali pa smo dobili vabila za razgovore, bila se že upravljena določena poizvedovanja tudi v samem zavodu. Toliko za enkrat. Hvala. Disciplinski postopki pa še niso bili sproženi. Nataša Lankarja Slovenija, gospod direktor podržaja je na novinarski konferenci izjavil, da je imel en obsojenec poškodovan Bobnič, ki ga naj bi ga dobil pri enem od teh intervencij. Kako to komentirate in da to je eden od dokazov, da naj bi bilo preveč grobo postopano? Je to vprašanje namenjeno meni? Ja, ker ste videli. Po mojih neuradnih podatkih, lahko rečem, ker zapisnikov ali poročila strani te komisije noben od nas zaslišenih ni dobil, ni ničesar podpisal, tako da natančno ugotovitve oziroma zapisnike iz teh zaslišanj nimam, nisem dobil na pogled. Po mojih neuradnih podatkih je to, mislim, da je ena redkih ali pa celo edini zdravniški zapisnik, recimo o nekih poškodbah, ki ne bi nastali v teh akcijah. Tudi lahko rečem, po mojih podatkih, naj bi ta isti obsojenec zaradi tega ušesa ali pa mogoče zaradi obeh večkrat že obiskal zavodsko ambulanto, pomeni, on je imel s tem težave. Zdaj, ali ima on prej počen Bobnič ali mu že prej kakšne poškodbe, ne morem reči. Vem pa, da se pravi, da recimo obisk zdravnika ni bil prvič zaradi tega ušesa. Tako da to popolnoma relevantno razlog, kakor to vprašanje, če lahko. Ja nisem še ponovil, kar je ona že prej mislil, kakšna je zdaj klima med zaporniki in pazniki, ali prihaja do kakšnih provokacij? Ja, zaporniki so dobili zdaj krila, prihaja res do velikega števila provokacij, zbadljivk, da ne rečem zmerljivk, žaljivk.
Veliko se jih nanaša tudi recimo na pretekle tragične dogodke v Savi, v smislu prvo med Dolenčki, ne? Še prav malo se vas je utopilo in to. Klima med zaposlenimi pa je duhomorna, kako hočemo reči, mračna. Težko je delati, če veš, da nimaš, ne vem, kritja za seboj, da ti sodelavci ne podpirajo, ker sam smatram tudi direktorja svojega sodelavca.